Včeraj je bila najdaljša noč v letu, torej do zdaj je tema zmagovala nad lučjo. A do tega trenutka je zdaj noč je zmagovalec in potem pride dan. Od zdaj naprej bo svetloba, dan začela prevzemati dneve in luč bo zmagovala spet. Torej, to je tak simboličen trenutek v tem času, ko tudi prihajajo Božič, ko daje občutek upanja, da vedno za vsako temo pride luč, za vsako težavo pride rešitev, za vsake spori pride mir. To je dan upanja, da vedno bo se zadeva razrešila. Je pa tudi res, da za vsako lučjo tudi spet pride tema. Torej, da bo spet tema začela prevzemati dneve. Torej, ne smemo biti naivni. Vedno bojo problemi, vedno se bojo problemi razrešili, vedno bojo prišli novi problemi. To je neko obdobje upanja, da se stvari lahko izboljšajo, a hkrati moramo biti tudi previdni, da ne vzamemo to kot zagotovilo. Zaradi tega pa je treba iskati luč nekje drugje. Ja, po svetnem svetu se zgodi, da stvari bojo šle na bolje in spet na slabše, ampak v duhovnem življenju iščemo luč, ki se ne da več premagati s temo. To je luč modrosti. In to je luč, ki imamo vsi v sebi. Tudi v najbolj temnem peklu je iskrica luči, iskrica upanja, da se lahko tudi oni izvlečejo ven iz te teme. To je neko sveto stvar pri vsakemu živemu bitju, da je vedno neka iskrica, a pleme, a velika luč v vsakemu človeku. Pa naj bo še tako v temačnem vogalu, ima še zmeraj možnost, da se lahko ven potegne. Torej, spoštujemo to luč v sebi in luč v drugih, a ne zdaj sebe gledati na temačen način in misliti, da smo samo grešni in da smo brezupni in da nima smisla. Vedno je luč v nas in lahko to mi povečamo, izboljšamo, uvidimo in da nas prepoji celotno srce. Enako tudi vidimo luč v drugih ljudeh, pa najbolj še tako slabi, vidimo, da ima vsako bitje luč v sebi. In je samo vprašanje časa, da bo začela rasti. Morda bo trajalo za nekatere dolgo časa, morda za nekatere zelo kratko čas, ampak vedno je tam upanje in mi poskušamo videti v vsakem človeku to svetlobo, to luč. Torej, ne zdaj kritizirati sebe in da se potiskamo sebe dol, češ da smo nič vredni, pa tudi druge ne potiskamo dol, da so nič vredni, ampak spodbujamo sebe, da rastemo, si damo spodbudo in damo tudi upanje in spodbudo drugim. Si pomagamo, kako videti luč, kako razjasniti In luč je modrost. Modrost, ki ne pride samo po sebi. Začne se z vero. Vera ni pravzaprav imeti neko stvar pred seboj in biti dogmatičen, a ne, to mi je všeč in v to verjamem in v to morajo vsi verjeti. Vera je pravzaprav biti odprt. Že to, da ima človek neko upanje, da vidi, da je nekaj več kot to, kar slišim, kar vidim, kar voham, kar okušam, kar tipam, da je nekaj več neznanega, da je pravzaprav luč, ki vedno prihaja znotraj nas. To je temu se reče luč modrosti, luč znanja, ki se ne da pridobiti v posvetnem svetu, ki se ne da pridobiti samo z branjem, ki se ne da dobiti samo z neko debato, samo neko prazno vero, ampak luč, ki odpira, vera, ki pokaže to luč. V paliskem besedu vero imenujemo sada. In sada ne pomeni prazno verovanje, sada pomeni, prihaja iz besede šrat in ha, kar pomeni pravzaprav resnica za šrat in prostor za dha. To je
vzdržujemo, držimo prostor resnice. In resnica ni tisto, ki si jo zapomnimo in jo poskušamo prepričati drugim, ampak resnica, v katerem še zmeraj iščemo. Če bo naše srce ostalo trdno, kakor skala, zaprto vase, potem za nek tak način se zapremo vrata in ne pustimo, da svetloba vstopi znotraj nas. Ko pa se dovolimo, da odpremo vrata, da ne vemo, kaj je resnica, ampak smo odprti, prisluhnimo in poskušamo biti dobri do drugih in do sebe. Potem luč pride do nas, pride v nas in mi lahko čez čas z razumevanjem dame, narave, resnice, lahko se potem tudi osvobodimo. Potem nismo luč samo zase, smo luč za vse. Torej, dragi prijatelji kristjani in vsi ostali, želim vam prijeten, miren in polno luči v tem božičnem prazniku, pa tudi srečno novo leto. Ne glede na to, kakšno bo novo leto, tudi če bo zelo temno in temačno, naj bo novo leto luči, ne luči zunaj nas, ampak znotraj nas. Srečno!